Nedolgo nazaj sem objavil en posnetek sporoke na TikTok, Instagram in pa Facebook, ki je bila majčkan drugačna kot pa tradicionalna slovenska poroka, dajmo tako reči. Večina od vas, ki me spremlja, je ful užival o posnetku, od vas so prihajali pozitivni komentarji. Za foro pa sem dal posnetek tudi na Facebook, kjer nimam neke skupnosti in niti ne objavljam. No, tam sem pa dobil takšne in drugačne komentarje. In prav zaradi tega posnetka sporoke sem se odločil narediti ta posnetek, ki bo majčkan daljši, ampak ne z namenom, da bi kogarkoli napadal, ampak da mogoče pojasnim dogajanje iz našega vidika oziroma moje mnenje. Čistko, da malo razčistimo, pa da se ob kakšnem komentarju malo ustavimo, pa mogoče tudi nasmejimo. Zdaj pa mogoče, če začnemo še tako za tiste, ki tega posnetka niste videli. Se pravi, moja dva prijatelja iz Štajerske, Nino in Katja, sta se poročila. Nino se ukvarja z avti že zelo dolgo. Tudi sam tekmuje na kakšnih drift dirkah, komu čas le to dopušča. To je njegov hobi, njegova strast. Katja, njegova sedanja žena, pa je prav tako vzljubila ta njegov del in ga pri tem podpira. Poroka se je začela tako, da smo se dobili pri Nino tu doma, ampak to je bila ta scena, ko sva se zalo pripeljala, nisva vedela, ali sva prišla na karmit ali na poroko. Se pravi, tam smo se zbrali, prvič nazdravili, nekaj pojedli in tako naprej. Pol pa smo se odpravili proti Štajerski sivki, kjer je potekala ta ceremonija in glavni del dogajanja. Se pravi, civilna poroka in potem tudi žur na koncu. Na poti do tja smo imeli, pa jaz vem, koliko vožnje, 20 minut ali pa še manj, no. Saj nima veze, koliko časa smo se vozili, ampak med samo potjo do tja smo si splanirali, da naredimo, pa vem, nek tak šov, neki za dušo, neki za spomin, neki za gušt, neki, kar človek ne dela drugače vsak dan. Na podobno foro, kot če bi na slovenski tradicionalni poroki prišli do krožišča, zaprli krožišče in bi ženin in nevesta plesala tam, harmonkarji bi špilali in tako naprej. Mi smo pa naredili to malo drugače. Splanirali smo tako, da bojo 3 avti zadriftali v varnem okolju. Se pravi, poskrbeli smo, da nismo ogrožali nobenega. 2 avta sva šla naprej, zato da sva bila situacija temu primerna. In ja, niso bile to neke ceste, kjer bi bilo veliko volumna prometa, vsaj tisti trenutek temu ni bilo tako. Tako da smo ocenili, da se zadevo lahko izvede. Prizori so bili po mojem mnenju in za vse ljubitelje avtov fenomenalni. Mislim, jaz osebno bi kar rekel, če ne bo tega na moji poroki, se nočem ženiti, ne. Tudi od ostalih, ki so se slučajno potem znašli na tej točki, ki smo to počeli, so čisto normalno počakali, se smejali, ker mogoče niso še nekaj takega doživeli. V glavnem, bil je res nek šov, ki ni trajal dolgo in to je to. Pa smo se napotili naprej na poroko in tako, sej, potem pa veste procedure, sama poroka, večerja, bla bla bla. Upam, da sem na kratko zajel pa pokazal, kaj je bila fora tega posnetka. Zdaj pa mislim, da je najbolj, da gremo kar na komentarje, pa bom še kakšno mnenje pol dodal, pa še kaj več mogoče povedal in tako naprej. Sem da klimo izklopam, da me ne bo zeb začel, da se ne bom prehladil. Komentarje sem kar screenshotal, ker potem sem jih pod objavo te najhujše zbrisal in onemogočil nadaljno komentiranje, ker so z Nino tam enostavno ocenila, da je brez veze, da se nekako širi ta negativna energija na Facebooku naprej. Kje ćemo začeti? Najbolj, da na začetku. Anton Kastelic je napisal, kdaj pa bo, če smem vprašati. Najbolj se je navezoval na ta moj uvodni stavek, ker sem rekel nekaj na podobno foro. Če ne bo moja poroka vsaj približno pol taka, se nočem ženiti, nekaj tako na foro. In on je napisal, kdaj pa bo, če smem vprašati. Zdaj, kaj je tukaj fora? Z Antonom smo v žlahti in pol se je malo pohecal. Ampak ja, Anton, treba se bo zorganizirati, se strinjam, ampak vse lepo po vrstnem redu. Naslednji komentar, ki mi ga je pokazal pod posnetkom, je bil od Ninota, se pravi od ženina, ker je že nekaj komentarjev bilo negativnih in tako naprej, je on napisal. Za vse tiste, ki nimate kaj lepega zapovedati, imam en nasvet, če se boste več zase brigali in manj za druge, vam bo lažje v življenju. In tukaj se podpišem in nimam v bistvu kaj za dodati. In pod tem komentarjem se je že potem začela zanimiva debata. Nekdo je odgovoril, marš golazen, koj si ti. Če nimaš kaj lepega zapovedati, ignoriraj, pet naprej ali pa napiš konstruktiven komentar, ne pa tukaj neki podžigati in tako naprej. Mislim, sej vsi vemo, kako toksična je Facebook skupnost in kakšni ljudje so gor, ki gledajo posnetke in komentirajo predvsem to. Pa zanimivo mi je to, da ljudje z imenom in priimkom komentirajo takšne stvari, ki ne vem, če bi jih rekli nekomu v živo v obraz. Ampak ja, pustimo to. Zdaj me pa kliče Zala. Zala. A mi vršiš ključe dol od tega VC-ja? Zakaj pa? Ker jih hočem. A si se imela dobro na poroki? Odlično. A bi tudi ti imela tako poroko? Zagotovo ja. Evo, zdaj ste vse slišali. Ok, kje smo ostali? V Sloveniji se ne more nič lepega zgoditi, brez da bi kdo kaj popluvil. Poroke so ponavadi ob sobotah, kdo hotel v sobotah v šolo. Bilo je to v soboto, seveda ni bilo nobenih šolarjev na cesti.
cesti, kjer so počitnice in tako naprej. Plus, tako sem prej rekel, zaprli smo dogajanje in tisti košček ceste zase za tisto minutko, dve. Pa nikjer nisem videl ljudi, razen avto. Res je, noben se ni tam v bližini driftanja zadržal, ker smo vsi nekako vedeli, kakšen je protokol in kako poskrbeti za svojo varnost ob takšnem ravnanju. Za gume in pa ne bo nikoli žal, drugače tudi tacga avta ne bi imel. Pika, to je to. Če pa to lepo ne me pa vrag vzame, a ne, se pravi, to ravnanje Dragici očitno ni bilo po godu in pač je rekla, naj vrag vzame, če je to lepo. Ja, Dragica, veš, ljudje smo si različni, a ne, vi imate mogoče radi rožice, meni pa to na poroki ne pomeni toliko, da bi imel celo steno v rožci, pa to meni je pa boljš, da pač zažgem gume in grem en krog z avtom. Pač malo bolj odštekane fore. Pač to so stvari, v katerih mi moto fani uživamo in tako naprej. In zakaj ne bi to pričarali tudi na svoji poroki? Sej, kdor dela poroko, si jo naredi po takšnem stilu, ki si jo vsak želi. Sej Dragica ni nad slabega misla, povedala je pač, ne me vrag vzame, če je to lepo. Pa lej, nič narobe s tem. René Reher se je malo pošalil in naredil AI sliko, kako Dragico vrag odnese. Ja, moram reči, da ker sem to prvič videl, sem se kar nasmejal. Ta gospod Ali je sprožil še kar nekaj komentarjev naprej. Oglasil se je tudi fant, oziroma gospod, to ni fant, gospod v zrelih letih, ki bi se lahko malo drugače in lepše obnašal v komentarjih. Ali, kje piše, da si lahko da tam, ko se vozimo vsi budale na kvadrat, da vam je po spisku. Ne vem, kaj je hotel gospod Kumer sina tukaj napisati, ampak najbrž nekaj v smislu, kako si lahko mi dovolimo, da tam, ko se vsi vozimo, da naredimo nekaj tacga. Okej, ja, mogoče nam je bilo to cool, pripravljeni smo bili sprejeti posledice, če bi prišle. In kaj ne ti še rečem, tle se zgodbo zaključi. Edin, če ti povem, da se lahko malo lepš v komentarjih obnašaš oziroma pišeš, ampak mislim, da takemu staremu gospodu je to brez veze pripovedovati, ker ne bom nikamor prišel. Ker jaz sem za njega itak mulo in nimam pojma in pač gospod je potreboval neko svoje mesto pod soncem in očitno je bil to ta naš posnetek s poroke. In če se še enkrat navežem, res nismo ogrožali nikogar, ker zakaj bi si uničili to klep dan, ker je poroka. Kiki je napisal, tega pa policaji ne vidijo. Zdaj, če misliš, da slovenska policija takih posnetkov ne vidi, se zelo, zelo motiš. Tukaj bom končal. Ne bom šel preveč globok. Policaji vidijo samo kakšen špricer več, kakšen kilometer več od dovoljenega, tega pa ne. A kakšen špricerček več je pa v redu. A to je pa v redu, da se gre za volan. Ne pa trezen voznik, ki izvaja ta manever že 15 let in pa še več, sorry, ne vem nino na pamet, koliko časa si že v driftu. V glavnem, je že izkušen in nikoli ne gre čez svojo mejo. To je hobi, to ni svetovno prvenstvo, on ne živi od tega, štekaš. Če bo on nekaj naredil na svojem avtu, bo mogel popraviti, bo mogel plačati. On se tega zaveda in ve, kje je neka zdrava meja. Tako da s tem komentarjem se ne morem strinjati, Franc. Špricerček v avtu je problem, ja, tudi drift je problem, ko se okolica oceni napačno, ko je frekvenca prometa velika, pač drift je drugač kazen na cesti. Ja, tega se ne počne, se strinjam, ampak špricerček, tudi tega se ne počne, veš. Kakšen kilometer več od dovoljenega, jaz mislim, da kakšen kilometer več ti ne bo noben policaj karkoli naredil ali pa kazen napisal. Če bo šel pa preveč, pa že sama beseda pove, da je preveč. A ne, Franc? Pejmo naprej. Darko Potrče napisal, kje je bila policija, vsakemu 17 točk in 3000 evrov kazni, drekači. Zadnja beseda, Darko, se strinjava, odveč. In kje je bila takrat policija? Ja, policija ni bila vabljena na poroko, Darko, sej mislim, da ti je to jasno. Lahko ti pa povem in vam zaupam, da je posnetek prišel na policijo in da je bila narejena prijava na ta posnetek. Kaj več pa brez veze, da razpravljamo. Pred zadnji stavek, da smo spodbujali množico, ne, če se še enkrat navežem, zmenili smo se, 3 fantje so driftali, ker to znajo, ker niso to delali prvič, zavarovali smo moče in to je to. Zdaj, kaj pa drugi počnejo, na to pa žal nimamo vpliva. A s tem spodbujamo ljudi, da to počnejo? Ma kaj pa vem, kdor to hoče početi, bo to počel tako ali tako. Jaz sem sam zagovornik tega, da to delaš v varnem okolju, da sprobaš te limite na nekem poligonu, ker cesta je vsem cesta. In ja, zdaj bo spet rekel nekdo, ja pa se vi ste to delali na cest, spet se lahko vrnem. 3 fantje, to delajo že nekaj časa, so naredili ta manevr med tem, ko smo zaprli cesto. Tokrat sem se ponovil, oprostite, naslednjič bom sam še rekel, se veste, kaj bom rekel in to je to. Norci, ki se presravajo s tem zažiganjem gum avta, ki si ga nihče ni sam kupil. Spet lahko gremo v neko drugo tematiko, da se ne bomo ponavljali. Kako pa ti veš, da si mi nismo avte sami kupili?
ne vem, ozadja vsakega svata, ki je bil na poroki. Mislim, da nobena avto ni bil kupljen strani očeta. Ti avti so bili vsi kupljeni od vsakega posameznika, noben ni bil rentan in vsak posameznik si ga je zaslužil po svoje in sam sebe nekako nagradil s tem. Ker več kot očitno nam te stvari na 4 kolesih pač nekaj pomenijo, nekaj več kot samo od A do B. Kar ste počeli z avti in gumami vsekakor ne sodi. Sploh pa, da vam ni žal za gume, lahko prislužen denar. Vsak denar je zaslužen na svoj način. Eni ga zaslužijo na mesec veliko, eni malo. Zdaj, to je relativno. Za enega je velik minimalna plača. Ne znate si predstavljati, koliko smo si ljudje različni na svetu in kakšne različne želje in potrebe imamo, življenjske stile in hkrati tudi finančno stanje in tako naprej. Zanimivo je, da nam ni žal za gume. Ne, ni nam žal. Take avte in gume imamo z razlogom, da jih uporabljamo in pač, ker je bila posebna priložnost, tem trem fantom ni bilo težko majčkeno obrabiti gume. Na to se pri taki stvari, pri takem užitku ne gleda, ker to pride zraven. Sanel je tudi dobro Alenki objasnil, živi se samo enkrat, raje pomisli, koliko užitkov si v mladosti zamudila, ker si se bala, kaj bodo sosedje rekli. Ja, veš, koliko sanj se ubije zaradi tega stavka, kaj bodo pa drugi rekli. Tako da jaz mislim, vsaka si nekaj želi probati, početi. Probaj, kaj pa se bo spremenil, če te sosed ne bo maral, ali pa če ti bo sošolca, šolka ali pa prijatelj rekla, kaj pa je s tabo, zakaj si pa to počel? Zato, ker sem fucking hotel to početi. Pravi prijatelj te bo pri tem podprl. Tisti ljudje, ki to razumejo, te bojo podprli. Ostali se bodo pa sami izluščili in se ne boš rabil z njimi ukvarjati, ker ti boš tim čuden ali kakorkoli. Ja, pa se je vsak človek malo po svoje čuden. Tako da ne se sikirati, počni to, kar te veseli. Jo, zdaj smo pa zašli, zdaj smo pa kar tako malo motivacijski. Ja, pol se je tukaj dol še kar unela debata. Jaz tega ne bom kaj dosti komentiral, ker vidim, da je bilo v bistvu, da je šlo precej na osebno raven, lahko pa tukaj pokažem. Tukaj je en screenshot, pa potem bom dal tukaj še drugi screenshot. Ja, zelo taki neprimerni komentarji. Če hočeš prebrati, stisnem pauzo in pa pejmo naprej. Res vse to sodi na poligon, ne pa na cesto. Andrej, tukaj ti sploh ne morem oporekati in karkoli reči, ker se lahko samo strinjam s tabo in rečem, res je. Potem pa mu je Sanel odgovoril, res je, to je že kar nekaj časa problem, da Slovenija nima takega dirkališča, kjer bi to lahko počel v varnem okolju. Mislim, da smo edina država v Evropski uniji, ki nima svojega dirkališča. Pa pač nosimo denar na Hrvaško, na Grobnik ali pa v Avstrijo, ali pa kamorkoli, ker se je treba tja zapeljati. Mogoče ljudje vidijo to precej ozko, kot to je sam za norce, bla bla bla. Ne vidijo pa bolj široko, da je to tudi turizem, da tudi tujce privabeš, da pridejo na tvoj dirkališče in tako naprej, da se da tudi nekaj zaslužiti od tega. Jože Žabkar je potem še Sanelu odgovoril, potem pa kupi avto, ki je primeren za slovenske ceste, pa kvali ti rečem, vsak človek naj si kupi avto, ki služi tvojim zahtevam in potrebam. Zdaj, če se jaz hočem peljati v 400-konjskem avtu, si ga bom jaz kupil. Mislim, slovenske ceste so take, ki so, kamor lahko pridem s tem avtom, bom šel. In ta objava ni za mlade voznike vzorno vedenje na cesti. Ja, ta objava res ni vzorno vedenje na cesti. Tle se pa strinjam, tle pa kaj ne vam rečem. Bruna Božič, evo, pozitiven komentar po dolgem času. Drugačno, odštekano, noro. Bravo. Res je bila drugačna poroka, res je bilo odštekan, noro, fušija, mokre sanje. Ja, to je slovenski nacionalni šport. Jaz bi naredil še bolj hudo poroko, ampak žal nimam punce. Družba, kako smo pomagati Davidu? Ker on je naš človek, ampak žal nima punce. Punco mu moramo najti. Seveda gleda vsak z drugačnimi očmi, ampak meni se tole zdi top. Čestitke in srečno mlada poročencema. Zelo lepo ste to objasnili, Marija. Hvala za to lep komentar. Vsake oči imajo svojega malarja in tukaj je bilo pač res različnih pogledov v teh komentarjih. Vida Žagar, če ne bi bilo to starih pa leasinga, ne bi bilo nobenega zažiganja gum. Zdaj, ne vem na podlagi česa vi to ocenjujete. Najbrž vsak dober avto, ki ga vidite na cest, rečete, ta je pa baraba, ta pa ta. Ni res, ljudje imamo različne zgodbe in na različne načine pridejo posamezniki do denarja. Matic je potem napisal, fovšarija je huda stvar, Vida pa je odgovorila, verjemi, da v mojem komentarju ni prisotna fovšarija, je pa v komentarju gotova realnost. Evo, Vida, jaz vam pa lahko povem, da v tem vašem komentarju ni nobene realnosti. Ropič Andrej, bomo videli, kako se bodo vozili, ko bodo imeli male otroke. Zdaj, Andrej, če misliš, da se bomo vozili tako tudi, ko bomo imeli otroka
zadaj se motiš, seveda, ko človek postane starš in ima zadaj otroka, skrbi zanj, ga varuje, kakor se le da, prilagodiš vožnjo tudi temu. Kar se pa tiče divjanja v okolici šole, to se pa definitivno strinjam, da divjanje ne sodi tja. In s tem posnetkom tudi nismo želeli to spodbujati, niti nismo to počeli v okolici šol. Miran je napisal: bravo, pubeci. Franska je napisala: bedanci. Hvala, Miran, za komentar. Vam, Franska, pa ne vem, kaj naj rečem, ne, pač bedanci, v redu. Hvala, ker si nas užalila. Mi pa tebe ne bomo, ker smo boljši. Jožica je napisala: nevesta in ženin, bi vas morala sterati domov, jaz bi vas vse po vrsti. In potem je Nino, se pravi ženin, je napisal: se strinjam z vami, gospa. A vidite, kako si ljudje po svoje razlagajo en kader oziroma cel posnetek. Gospa sploh ni vedela, da je to bil od ženina plan in da je bil ženin zdraven pri tem. Vidite, kako hitro se negativno oziroma napačne informacije širijo naprej, pa to je neverjetno. In naj vam povem, Jožica, Nino nas ni steral, ne. Janez Hribernik, ki je policija, seljaki, materna, vsem bi bilo treba pobrati izpite. Kaj naj vam rečem, Janez, tako se na nobenem socialnem omrežju ne oblaša. Vedno se najde kakšen idiot za volanom in vplivom alkohola. Res je, Stanislav, zdaj ne vem, a ste to ciljali, da smo bili mi pijani pa naliti za volanom ali ne. Ja, se smo se dobili pri ženinu, ampak kdor je to počel, ni spil nobene kapljice alkohola. Se pa strinjam, da je to velik problem. Saj ste videli, kaj je en gospod napisal. A to je pa problem, če kakšen špricerček več pijem. Ja, ne boste verjeli, da je. Roman je napisal: vse skup deluje bolj na karšav kot na poroko. Tukaj bo nevesta še izvisela. Naj ti povem, da nevesta podpira Ninota pri tem in tudi, ker Nino tekmuje, gre ona z njim in ne boš verjel, tudi doskrat je sovoznica z njim in oba uživata v driftanju. Tako da mislim, da ne bo nevesta zvisela. Tle pa lahko zafilozofiram preveč, ampak nočem. Ne, tukaj ni bilo nobenega kurčenja in dokazovanja. Morate vedeti, da med takšnimi ljudmi in ob taki posebni priložnosti so ponovadi zbrani prijatelji, družina, ožji krog. Tukaj načeloma ni prostora za fovšijo, če je to prijateljstvo iskreno. Ja, tudi jaz bi imel R8, ampak sem vesel zate, ker jo imaš ti, ker si jo zaslužil in ker ti že uživaš ob tem. Moj čas bo še prišel, verjamem, da bo. Sanja, upam, da slovenska policija ukrepa. Tablice se vse vidijo. Seveda se vidijo tablice. Kaj ste mislili, da bomo skrivali tablice? Pa mi se ne skrivamo pred nobenim. Tako sem rekel, če bi do česarkoli prišlo, mi smo bili pripravljeni sprejeti posledice. Če ste že tegali slovensko policijo in se sprašujete, ali je to sploh prišlo do njih? Ja, je prišlo do njih. Naj vas pomirim, Sanja. Robert, prizadeti do amena, hvala lepa za lep komentar. Dušan Levičnik, južno-balkansko lulčenje, precej primitivno. Mislim, jaz za vsakega, ki je bil na poroki, ne vem, kakšne ima korenine. Lahko pa povem zase, da sem čisto krni Slovenec. Če ste pa mogli to napisati, Dušan, v redu, če vam je bilo lažje, ni problema. Ljudi struje, posredovan posnetek policiji. Lepo, da si jim pomagal, no. In pa hvala za informacijo, da vemo tudi, kdo je pošiljal naprej. Teleta, oprosti, nočem žaliti živali. Marjan, hvala za komentar, upam, da ste v redu, lep pozdrav. Helena Zupančič, haha, mislim, da to paše na poroko. Tako sem rekel, vsak si naredi poroko po svoje, zdaj kaj paše in kaj ne. Mislim, da smo prišli do konca komentarjev. Če vam je bil posnetek všeč, lahko stisnete like. Po možnosti zelo bom vesel, če stisnete tudi subscribe. Povejte mogoče v komentarju, kaj si vi mislite o taki poroki, ali ste za to, ali niste. In to je to za ta posnetek. Hvala lepa in se vidimo v naslednjem vlogu. Ajde, čau!